Hvala. Kot že naslov pove, v knjigi obravnavam Kras, in sicer v obsegu in razumevanju, kot so ga razumeli v času poznega srednjega veka med 13. in 16. stoletjem. Šlo je namreč za pokrajino, ki je v 13. stoletju izoblikovala jasno identiteto, ločeno od Furlanije in Istre na eni strani ter Krajinske na drugi strani. Pod pojmom Kras so razumeli deželo omejeno v grobem z Gorico na severu, Devinom na obali Tržaškega zaliva, potem Čičarijo na jugu, ki ga je ločevala od Istre, Pogorjem Trnovskega gozda, Javornikov in Nanosa na severu, ki ga je ločevala od Krajinske, in pa Kvarnerskim zalivom na jugu. Kras je segal do vključno reke. To območje, omenjeno območje je seveda vključevalo izredno pomembne prehode, ki so povezovali velik del Srednje Evrope z severnojadranskimi pristanišči in na drugi strani severno Italijo. Ko se nekje v 13. stoletju začne hitro večati pomen trgovine in transporta oziroma prometa, je seveda tudi to območje pridobivalo na pomenu in v teku 13. stoletja se v veri začno pojavljati mitnice na vseh pomembnih prometnih točkah, torej postaje, kjer se je pobiralo prometno-trgovsko pristojbino. In ravno to je bilo razlog oziroma bistveno ozadje turbulentnega dogajanja v širšem kraškem območju v približno 300 letih od 13. pa do 16. stoletja. Če pogosto govorimo, da je slovensko ozemlje na prepihu, potem za Kras gotovo velja, da je bil na burji. Namreč nikjer drugje v Sloveniji ni primerljivega območja, kjer bi se v kratkem času toliko velikih sil severnojadransko srednjeevropskega prostora menjalo, relativno hitro zamenjalo na pomembnih strateških točkah, kot so bile na primer Postojna, Vipava, Lož in tako naprej. Če omenim samo najpomembnejše, oglejski patriarhi, bavarski grofje, andeški in bogenski, koroški Španhajmi, grofje goriški seveda, Habsburžani, Beneška republika, Luksemburžani, bavarski Wittelsbachi, ogrski kralji in pa seveda v končni fazi v 15. stoletju ostaneta le še dva pola, dve velesili širšega območja, na eni strani Beneška republika, na drugi strani Habsburžani, ki potem v začetku 16. stoletja v Beneški vojni dokončno razčistita svoj medsebojni antagonizem in celotna Primorska, vključno s Krasom, je za nadaljnjih 400 let priključena ostalim avstrijskim deželam. Ta turbulentna zgodovina, ki je resnično za poprečnega laičnega bralca lahko zelo konfuzna, upam, da je dobila tukaj eno trdno narativno strukturo. Teritorialni razvoj je ponazorjen tudi z barvnimi zemljevidi na začetku na notranji strani platnic, tako da je celotna zgodba bolj razumljiva. Kot kaže naslov, pa se knjiga nanaša še na eno do sedaj prezrto poglavje slovenske zgodovine, namreč na to, da je Kras v 15. stoletju izoblikoval nastavke kot samostojna dežela. Torej, bil je nekakšna dežela v nastajanju. Slovensko zgodovinopisje je do sedaj tretiralo Kras, kot da je bil v teku 15. stoletja, kot da je postal v 15. stoletju sestavni del Krajinske, ampak, kot sem dokazal v knjigi, je zgodba bistveno drugačna. Namreč, v 15. stoletju je Kras razvil nekatere kazalce, ki jasno kažejo, da je šlo za samostojno deželo, neodvisno od Krajinske in drugih sosednjih pokrajin Istre in Furlanije oziroma grofije Goriške. Imel je lastno deželno pravo, imel je svojega deželnega kniza, omenja se v vrsti virov kot samostojna dežela Land Karst in, kar je najpomembnejše, imel je samostojno kraško plemstvo, ki je samostojno nastopalo in delovalo v odnosu do vseh sosednjih dežel oziroma do plemstva Krajinske, do vojvodine Krajinske, ki je bila seveda najpomembnejši gravitacijski faktor.
Vrsta kraških rodbin, za katere preden sem se začel s tem ukvarjati, niti sam nisem vedel, se je v teku 15. 16. stoletja tudi povzpela v regionalnem okviru in tudi v službah cesarja, tako da knjiga prikazuje tudi seveda ta segment, ta sloj, ki je bil seveda nosilec politične moči in z genealogijami so tudi ponazorjene zgodbe teh družin. Gre recimo za Jamske oziroma Luegerje, Ravnacherje, Elacherje in Novograjske oziroma Neuhause, torej nekaj kraških rodbin. Iz leta 1539 imamo tudi jasen seznam kraškega plemstva, v katerem je omenjenih več kot 40 posameznikov iz več kot 20 družin, ki je analizirano tudi v prilogi na koncu knjige, tako da imamo seveda jasne, bi rekel, kazalce neke deželne samostojnosti. Seveda pa je ta dežela nekako zastala v razvoju. 16. stoletje je bilo seveda daleč od časa, ko so znotraj nemškega cesarstva nastale samostojne dežele, tako da se je v teku 16. stoletja stopila, zaostala Kranjsko, postala je sestavni del Kranjske. In seveda, jaz sem medijevist, ukvarjam se s srednjim vekom, ta razvoj, kako se je Kras stapljal in postal sestavni del Kranjske, postal četrt znotraj vojvodine Kranjske, pa bo ostala drugim zgodovinarjem, ki so specialisti za to obdobje. Jaz sem nakazal nekatere osnovne poteze tega razvoja, prepuščam pa seveda drugim, da bodo to osvetlili še bolj natančno. Toliko, hvala.